Pljuča so zelo fascinanten organ, ker prav vsa kri teče skozi pljuča, kar jo imamo. Se pravi, teče po telesu, nato se vrne skozi pljuča, pa gre spet po telesu, pa spet skozi pljuča, ker mora vanjo priti kisik, ki ga potem kri znaša po telesu in oddati ogljikov dioksid, ki ga telo proizvaja med svojim metabolizmom. Sem Aleš Rozman, delam kot interventni pulmolog na Univerzitetni kliniki Golnik. Ko sem krožil kot sekundarij v tej bolnici, sem se nad to specialnostjo navdušil in sedaj ni prav nič žal, da sem jo izbral. V primeru, da gre za pljučnega raka, kar je v tem primeru šlo, je možno zgodno zdravljenje in tudi samo ozdravitev bolnika. Če se pa bolezen razširi, potem praktično sicer lahko podaljšujemo življenje, izboljšujemo kvaliteto življenja, ampak v tem trenutku v večini primerov bolezni ne moremo pozdraviti. Poleg kože so praktično pljuča edini tak organ, ki so v nenehnem stiku z okolico, iz trenutka v trenutek so v stiku z zunanjim zrakom, bodisi da je mrzel, topel, vlažen, suh, onesnažen ali čist. Med samo krvjo in zunanjim zrakom pa je nevreto tanka membrana, ki omogoča, da vsi ti plini prehajajo in da nam omogočajo življenje. Nekako mu uspem spraviti večji tujek pa pljuča, ki ga pravzaprav ni zaznal takoj, kar je zanimivo, ker je ta stvar pa vse velika. Potem pa kasneje s ponavljajočimi se pljučnicami so zaznali oziroma ob slikanju ugotovili, da je nekaj noter, in mi se potem trudimo to stvar, ki je že delno vraščena v pljuča, kot vidite, izvleči ven. Pljuča so del našega telesa in nam prav kaj dosti sporočajo, ne razen včasih malo kašljajo ali pa manj piskajo. Si pa kot sestavni del našega telesa želijo, da bi nekako živeli v zdravem okolju, da bi živeli neko naravno zdravo življenje, brez pretiravanj in brez vnašanja teh škodljivih snovi, ki jih je pa v današnjem svetu kar dovolj. Tukaj imam predvsem v misli kajenje. Kajenje je pravzaprav najbolj preprečljiv vzrok bolezni, kar jih imamo. Tako za pljuča kot za ostalo telo. Vidimo malo večjo tumorsko spremembo v desnem pljučnem krilu. Pri bolnici pa tudi to, da pljuča sicer niso zdrava, verjetno vzpostavitev dolgoletnemu kajenju. Kot specializant se spomnim, sem nekoč rekel v družbi svojih kolegov, da mogoče, oziroma verjetno bo pljučni rak v času moje kariere postal ozdravljiva bolezen, takrat sem bil deležen salve smeha, ampak zdaj smo že na pol poti do tam. Mene pa približno še pol poti čaka. V tem primeru sama diagnostika ni posebej zahtevna, ker je žal tumor še napredoval. Razlog me motivira, zato ker je vsak drugačen individualen in pri vsakem ima drugačen individualni izziv, kako izvesti diagnostiko na čim manj invaziven način, čim bolj natančen. Samo znanje na našem področju pravzaprav zastareva vsakih 5 let, tako da ocenjujem, da tisto znanje, ki sem ga pridobil na fakulteti, ga zdaj lahko uporabljam praktično manj kot 50%. Ves čas je treba slediti novosti. Osebno rad delam v tehnološkem okolju, tukaj kot vidite okoli mene polno aparatov, ki jih je potrebno kandiliti, uporabljati, tako da lahko pravzaprav nekaj iztisnemo iz njih za nek optimalen rezultat. In ta tehnika neverjetno hitro napreduje. Tudi to mi je en tak izziv in veselje, zakaj rad delam tukaj. Pripravljamo presejalni program, žal se premika to zelo počasi, ampak tukaj nismo kaj bistveno različni od evropskih držav. Presejanje z nizkodostnim CTM preprečuje zgodnjo smrtnost zaradi pljučnega raka. Ne povsem, ampak v dosti velikem procentu to se splača uveljaviti. Ko imam možnost se gibam, to je večkrat tedensko, malo pazim, kaj pojem, da ne pojem preveč, oziroma takih stvari, kot smatramo, da niso pretirane zdrave. Želim pa si, da bi malo več spal. Spanje je pomemben element zdravja, ampak večer rad kaj prebiram, kaj študiram, zato je pa treba zgodaj vstati.